Dobar dan vsem. Napravimo študij te ulomljene funkcije, ulomljene racionalne funkcije na poenostavljen način, kot sem razložil v enem drugem videu. Torej, funkcija je ta, opazimo, da imenovalec je kvadrat enega binoma, torej ga napišemo v tej obliki, x minus 1 na drugo. Kot prvo domena, poglejmo, kje se izniči imenovalec. Torej, kdaj x minus 1 na drugo je enak nič. Torej, x minus 1 je enak nič, x je enak 1. Torej, naša domena je množica realnih števil, s tem, da ji damo proč element 1. Ali pa lahko napišemo v tej obliki x različen od 1. Zračunamo presečišča z vsema, zračunamo f od nič, torej namesto x damo nič, tukaj imamo minus 6, ulomljeno 1, torej minus 6. Poglejmo, kdaj funkcija velja nič, torej kadar števec velja nič. Ta števec tukaj je enako nič, rabimo formulo za enačbe druge stopnje in izračunamo obe vrednosti, ki sta minus 1 in 3. Torej lahko napišemo predznak funkcije, torej v minus 1 in 3 funkcija velja nič, v 1 ni definirana. Sedaj, f od nič je minus 6, torej negativen. Nič je med minus 1 in 1. Tukaj funkcija je negativna. Potem pomislimo, da 1 je nična polinoma druge stopnje, ker je rešitev od x minus 1 na drugo enako nič. Torej, funkcija ne menja predznaka, ker je druge stopnje. Minus 1 in 3 sta nični enostavni prve stopnje in torej od tukaj do sem mora menjati predznak in od tukaj do sem mora menjati predznak. Torej imamo tako predznake. Prav. Sedaj asimptote, kjer se izniči imenovalec, imamo navpično asimptoto, torej x je enako 1 in navpična asimptota. Za vodoravno zračuna limito, ko gre v neskončnost od funkcije in pri racionalnih funkcijah enostavno za to limito, ko gre v neskončnost, vzamemo člen najvišje stopnje 2x na drugo, tukaj in tukaj x na drugo, 2x na drugo, vlamlja x na drugo in x na drugo se krajša. In imamo 2. Ko x gre v neskončnost, funkcija gre proti 2, torej y enako 2 je enačba vodoravne asimptote. Zdaj izračunamo odvod. Rabimo to obliko izraza tukaj. Torej, odvod števca, tukaj je 4x minus 4, krat imenovalec, minus števec, krat odvod imenovalca. Kako naredimo? 2 krat x minus 1 na prvo, krat odvod od x minus 1, ki je 1. Prav, ulomlja imenovalec na drugo, x minus 1 na drugo postane x minus 1 na četrto. Sedaj tukaj opazimo, imamo x minus 1 na drugo, x minus 1, x minus 1 na četrto. Lahko izpostavimo x minus 1, napravimo tako, da se poenostavi. Če izpostavim tukaj x minus 1, tukaj kaj mi ostane? 4x minus 4 krat x minus 1 na prvo. To pomnožimo, tukaj sem napravil. Potem tukaj, če smo izpostavili x minus 1, smo vzeli proč tega, imamo ta 2, ki ga lahko nesem sem, mislim na minus 2 množim s temi členi in sem tudi to napravil. Sedaj, x minus 1 se uniči, tukaj x minus 1 na četrto postane x minus 1 na tretjo, tukaj se uničijo nekateri členi in ostane 16 ulomljeno x minus 1 na tretjo, ki lahko napišem kot 16 krat x minus 1 minus tretjo. Ta zapis nam bo koristen za drugi odvod. Tako, poglejmo predznak prvega odvoda, kvečemu se kaj zgodi v 1, kjer vsekakor v 1 odvod ni definiran, ker se izniči imenovalec. Torej, zdaj razmislimo tako, za vrednosti x-a, ki so večji od 1, x minus 1 je pozitiven. Pozitivno na tretjo je še zmeri pozitivno, tukaj imamo pozitivno, torej tukaj bo pozitivno. 1 je ničla tretje stopnje od imenovalca, ker je rešitev od x minus 1 na tretjo enako nič. In ker je liho 3, torej menja predznak, od plusa gre na minus. Torej tukaj funkcija pada, funkcija narašča. Zdaj drugi odvod. Tukaj 16 je konstanta, jo vzamem od spredaj, odvod od tega je minus 3 krat x minus 1 na minus 3 minus 1, torej na minus 4, krat še odvod od x minus 1, ki je 1. Torej tukaj pomnožim minus 48 krat to in to lahko napišemo v obliki ulomka minus 48 ulomljeno x minus 1 na četrto. Sedaj, za drugi odvod, kvečemu se kaj zgodi v 1, napišemo 1, tukaj ni definiran drugi odvod, ker se zniči imenovalec. Torej, vidimo, da to je na četrto in bo zmeri pozitivno. Tukaj minus 48 zmeri negativen, torej drugi odvod bo zmeri negativen in konkavnost je te vrste. Sedaj imamo vse informacije, zato da narišemo
graf funkcije, informacije su tukaj obnovljene, imamo tudi asimptote, torej jaz bi svetoval, da kot prvo narišemo asimptote. X je enako 1 in y je enako 2. In potem, da črtamo del ravnine, kjer ni funkcije. Tukaj funkcija, pred -1 funkcija je pozitivna. In torej črtamo negativen del. Tukaj ne bo funkcije. Med -1 in 3 funkcija je negativna in torej črtamo pozitiven del in tako naprej. In sedaj skušamo narisati. Torej, spomnimo se tudi, da f od nič je enako -6, ki smo zračunali prej, in funkcija se izniči v -1 in 3. Torej, tukaj funkcija se izniči, gre skozi to, in potem se približuje asimptoti. Poglejmo z te strani, ne mora iti od tukaj gor, ker tukaj ni funkcije, od tukaj. In sedaj tukaj se lahko vprašamo, ok, funkcija lahko naredi tako. Ni prepovedano splošno, da bi sekala asimptoto, ker asimptoti se približujejo neskončnosti, ampak če bi funkcija napravila tako, tukaj bi imeli lokalni maksimum, ki ga nismo dobili pri računanju, torej lahko samo tako. Isto tudi tukaj, če bi naredila tako, bi imeli lokalni maksimum, ki ga nismo dobili. Torej bo tako. Ja, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.